V Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem smo obiskali unikatno ekološko letovišče, kjer sta v ponudbi na prvih dveh mestih narava in mir. Lastnik Tomaž Bolka, ki prihaja iz gostilniške družine, je o takšnem posestvu sanjal že od svojega 18. leta. A trajalo je nekaj let, da je želje uresničil. Bilo pa je vredno vztrajati, saj je rezultat zanimiv in navdušujoč tudi z arhitekturnega vidika. V tej hiši in na celotnem posestvu res ne manjka raznoraznih inovativnih rešitev, ki so večinoma vse tudi plod idej ustvarjalnega lastnika. Med njimi je tudi tale inštrument in ostanite do konca prispevka, da ugotovimo, ali ta reč dejansko tudi igra. Tomaž, nahajava se v hiši, ki jo je postavil že vaš oče, ampak ima hiša namreč zelo bogato zgodovino. Kakšna je njena zgodba? 35 let nazaj, nekje tam tistih 5 let, ko smo to gradili, je bila že prej gostilna, in oče zgradil novo. In sicer vse to, kar smo pa mi zdaj na svetu tukaj, kar mi vidimo, je pa bila že prej gostilna od moje stare mame. In potem je oče to 35 let nazaj podaril, naredil na novo. In je rekel, no, tam tukaj naprej boš pa ti, pač imel gostilno, karkoli boš hotel za sobo. Tako je namesto klasične gostilne nastal eko-glamping resort s 15 apartmaji v 3 etažah in z možnostjo zajtrka ali branča. Osrednji del so skupni prostori, zajtrkovalnica, odprta kuhinja s krušno pečjo in trgovinica, kjer gostje lahko kupijo izdelke lokalnih kmetov. Vse je zelo svetlo, zračno, ravno prav sodobno in v barvah, ki obudijo spomin tudi na nekdanje črne kuhinje. Zdajle sva verjetno v osrednjem centralnem prostoru tega objekta, to je kuhinja. Kako ste si tukaj uredili? Posebno pozornost ste mu zagotovo namenili. Ja, jaz sem se želel vedno, da kuham, če že, med gosti. In sem se zaželel, da je to nekaj pogorensko, in da je prava kvička miza, postavljena na sredini prostora, kjer imamo tudi živo vodo in kuhališče na sredini prostora. Jaz lahko priča gosta pokažem recimo za zajtrk, kako naredim karpačo, jurčko, kako odimam ribo surovo, ki dobimo od sosedov, kako jajčka naredim skupaj z lisičkam, jurčki. Ekonomičnost in iznajdljivost sta bili glavni vodili pri gradnji in opremljanju, kar se vidi tudi v talni oblogi. Ker Tomaž ne mara keramike, je po tleh, vključno s kopalnicami, položil kar lesene deske za opaž. Dobil jih je zelo poceni, kot odpadek pri slovenskem lesnem podjetju, jih zbrusil, premazal s čebeljim voskom in naoljil z lanenim oljem. Takšna talna obloga je topla, primerna za boso hojo, ker so deske dobro presušene, se tudi ne krivijo in ne nabrekajo. Poleg tega se odlično vklopijo v koncept življenjskega sloga lastnika, ki temelji na tem, da rad oblikuje sam. Kot kulinarični oblikovalec je načrtoval lesene podstavke, ki jih uporablja za strežbo. Sam je načrtoval krožnik za kranjsko klobaso in papirnat krožnik za catering s špila priborom. Omenimo pa še kozarec, ki je hkrati dekantacijska posoda. V času, ko je za svoje posestvo urejal papirje, kar je trajalo več 10 let, pa je izrisal tudi vso opremo in dodatke za vsako sobo posebej. In Tomaž, kakšna je zgodba tele smetišnice iz vezane plošče? Ta smetišnica je že nekoč bila na Gorenjskem. Dizajn je avtentičen za to okolico. Jaz sem sam dodal, kako bi omelo spravili nekam, da ni pač v spodaj, ampak da ga shranimo nekam v stil moje arhitekture. So pa nekoliko bolj avtorski tudi vaši obešalniki, ne? Ja, zakaj? Obešalniki sem pa tako razmišljal in ko sem razmišljal takrat 2 dni pa pol slovenski gost, mislim, v Sloveniji ostane tuji gost, ne rabimo nobenih omar, ampak rabimo samo neke obešalnike, vse drugo pa imaš kar v kovčku. Kaj pa tele palice, ki so napičene v podstavek? Ja, palice so bile pa zanimive zaradi tega, ker, gledajte, ko mi imamo Karvalec blizu in zdaj, če pride cela družina za svojim velikim oblačili z bundami in težkimi, je treba nekam to obesiti. In spet, če nimamo omare, kam bojo to obesili, pa da ponavadi to pol mečijo čez stole. Jaz sem rekel, da jaz bom te palce naredil tako, da ne bo
je to priročno, da lahko peleš po prostoru. In smo dali spodaj zidak, ki ima 6 lukenj, težek, in ga je moj mizar lepo oblekel v isti les, spodaj dal filc in se lahko vozi po prostoru. In na koncu jih dodajamo noter to, kar jih je v apartmaju, tok palc. Apartma v pritličju je zasnovan modularno, kar pomeni, da se soba zlahka uredi v pisarno. Postelje se zložijo in umaknejo ob steno, nastane večnamenski prostor, idealen za sestanke ali predavanja. Tudi v drugih apartmajih najdemo izvirne pohištvene rešitve. Tu je skrita postelja, ki se jo potegne izpod druge postelje, tam izvlečna miza, povsod pa se pojavlja zaščitni znak, ki odganja zlo in prinaša dobro, ter so ga v arhitekturi uporabljali že pred stoletji za zaščito pred kugo. Pa še nekaj je posebnega. Kot prvi vodni somelje v Sloveniji je Tomaž poskrbel, da se po pipah in ceveh, vključno s tistimi od talnega gretja, pretaka živa pozitivna voda, kar doseže s posebnim filtrom v kurilnici. Tomaž, na kaj se pa ogrevate v tem velikem objektu? Namreč, ko smo razmišljali, da imamo na drva 6 kuhališč na drva, je bilo nekaj treba zagotoviti, da je nekaj pa standardno toploto hišo drži in da mi čim manj časa to vzame. Se pravi, razmišljali smo v sekancih, ampak na koncu smo se odločili raje za toplotno črpalko. Toplotna črpalka, Kronoterm nam je šla nasprot, recimo že s tem, ko smo rekli si takrat, rabimo nekaj, kar mi ne bo vzelo veliko časa, če se karkoli zgodi s servisom. Oni imajo zagotovljen servis 24 ur, v bistvu preko interneta. Drugo, želel sem si talno ogrevanje, da bom lahko dal živo vodo po celi hiši. In meni je všeč pri Kronotermu to, da enostavno dobesedno z njim, ko smo gradili to, da je za tako veliko hišo možno to ogrevati, da lahko tudi hladimo, da pač se vsi lahko tuširajo naenkrat in še grejemo prostore. Dejan, sva v 960 kvadratnih metrov velikem objektu in me zanima, kako se toplotne črpalke obnesejo pri tako velikih kvadraturah. Takšni objekti so pisani na kožo toplotnim črpalkam. Pomembno je, da v začetni fazi snovanja investitor pove, kaj želi od toplotne črpalke. To pomeni, ali želi ogrevanje, hlajenje ali pripravo tople sanitarne vode. V primeru Eko-glamping resorta Krištof smo izbrali rešitev z 2 toplotnima črpalkama Adapt, povezanima v kaskado. Na ta način smo dosegli redundantnost sistema, to pa pomeni to, da v primeru odpovedi ene od črpalk druga prevzame funkcije ogrevanja, hlajenja in priprave tople sanitarne vode do prihoda serviserja. To je podobno kot pri letalu, ki ima 2 motorja. V primeru odpovedi enega motorja bo letalo še vedno lahko varno pristalo. Kakšne pa so še lastnosti takšne toplotne črpalke? Pri teh toplotnih črpalkah predvsem pričakujemo, da so tihe, ker ne želimo, da toplotne črpalke motijo goste in motijo udobje bivanja. To pomeni, da morajo zagotavljati nizko hrupnost, visoko učinkovitost, zato ker danes pri povišanih stroških električne energije je zelo pomembno, kakšno je grelno število. In v primeru toplotne črpalke, kakšna je vgrajena tukaj, letno grelno število presega število 5, kar pomeni iz 1 kW električne energije pridelamo 5 kW toplote. To razlikuje profesionalne toplotne črpalke od običajnih toplotnih črpalk. Prav tako je pri takih črpalkah pomemben videz. Črpalka Adapt je nastala v sodelovanju s slovenskim oblikovalskim studijem. Ohišje je lahko v 4 barvah in 2 različnih materialih, torej nerjaveči pločevini ali kortenu, ki je zelo priljubljen pri arhitektih. Tudi toplotne črpalke so čedalje pametnejše, da se jih upravljati nadaljavo. Kako je pa s servisom? A veste, če pride do kakšne manjše nepravilnosti, mi lahko to serviser nadaljavo nekaj uredi, da ga ni treba za vsako stvar klicati? To drži, se pravi, vse naše toplotne črpalke so povezane v oblak, kar pomeni, da lahko naši serviserji še preden odidejo na teren, nadaljavo preverijo, kaj dejansko s črpalko narobe, če je sploh karkoli narobe. Zavedamo se, da med eno in drugo ogrevalno sezono običajno uporabniki malo pozabijo, kako se upravlja s toplotno črpalko in mu zato lahko ob začetku ogrevalne sezone in ob koncu ogrevalne sezone nadaljavo pristopimo na pomoč. Na ta način si prihranimo čas in lahko tudi istočasno servisiramo večje število končnih uporabnikov.
Nekaj metrov stran stoji še 8 gozdnih vil, hišk v alpskem slogu, ki so namenjene spanju, nekatere pa urejene v wellness savno, masažo in z razgledom na Triglav. Sicer pa je okolica posestva zasajena s kostanji in trto, naletimo celo na mobilni kokošnjak, ki ga parkirajo ob glamping hišico in lahko gost zjutraj skozi okno opazuje, kako kokoš znese jajce. Nasploh je okoli jajca spletena cela zgodba, nenazadnje povezana tudi z lestenci v obliki jajčne lupine v jedilnici. Tomaž, veliko je stvari, ob katerih človeku zaigra srce na vašem posestvu, ampak mene pa še vedno zanima, a zaigra tudi tale reč, kakšen inštrument je to? Škaf bas. Škaf bas. Ja, umirja prostor, daje vsebino glasbe, ton basa in jaz zelo rad zagram takrat, ko drugi plešejo, to pomeni tudi to, ko drugi delajo, jaz pa igram. Res je, kaj, tudi to počnete? Ja. A lahko malo slišimo? S pomoč.